Jaka pripravlja se za druženje. Nabiram med, vse poletje veselo. Če pičim te, vedi, da bo bolelo. Veste, o čem govorim? O, Jaka še dobro ve. Kdo oziroma kaj so čebelice? Nagajivke, ki pičijo, če jim Jaka krade med. Pozdravljeni, dragi prijatelji, spet smo skupaj v mesecu maju. Zdaj je pa že malo več sončka, na travnikih več rožic, rastlinic in hitro že lahko srečamo kakšno žuželko. Če še ne veste, kakšno uganko sem vam prej postavila, to so bile seveda naše čebelice. Ja, o čebelicah bomo danes govorili, o zlatih čebelicah. Zakaj jim rečemo zlate čebelice? Pa bomo vprašala naše goste, takoj, ko se predstavijo. Jaka, poglej, pisano družbo imava danes, kot vedno. Z nama so, kdo si ti? Jošt. Jošt? Pika. Pika? Ula. Ula in? Matevž. Matevž. Otroci, zakaj rečemo čebelicam, da so zlate čebelice? Ker nabirajo rumene. Ker so rumene? Dobro, zakaj še? Ker nabirajo. Ker so rumene rožice, pa zgleda rumene tako zlata. Ja, še zakaj? Čakaj, še bo Jošt povedal? Ker je pol črna, pol rumena. Aha, pa kaj pa, ko rečemo, ti si pa tako zlata? Rečemo tudi takrat, kadar je nekdo tako zelo, zelo priden, marljiv, je tako, kot bi bil. Zato, ker je čebelice so tako, moraš imeti tako, če greš po med, moraš imeti tako, ko piha nek siv zrak. Aha, dobro, pa zaradi tega. Ne rečemo, da so čebelice zlate. Ja, zlate pa so, ker nabirajo med, ki je, ko ga pocedimo, res takšen kot zlato. Ja, še ker je tak, ker so ful pridne. Ker so pridne, tako, in ker brez čebelic ne bi bilo našega življenja. Zato so čebelice zelo, zelo, zelo pomembne. Zdaj pa, če pogledamo, kako je ena čebelica sestavljena, kdo mi bo povedal, kako je zgrajena čebelica? A ima glavo? A iz papirja? Ne, prava čebelica. Kakšna je prava čebelica? Kaj vse ima? Dajmo našteti. Krila ima? Tipalke. Glavo ima? Tipalke. Tipalke? Košti. Kosti? Ja, za te kosti smo precej drobcene, a ne? Ja, pa kopiči ima tukaj. Kaj je tisto kopiči? Želo. Želo ima. Kaj še ima? Take lepljive nogice ima, ker prime cvetni prav, pa ga pa hrne. Ja, se pravi, nogice ima. Tako je, tako. Joj, zdaj pa mi nekaj pove. Pa oči, seveda, brez oči pa res ne more biti. Kako bi pa videla, kam leti, a ne? Ja, lahko se bi zaletelo, kako roža ali pa drevo. Ja, res. Pa noge pa tako. A pa v luč. A pa v avto ali pa to vlija. Nekaj mi pa povejte. Katera žuželka je pa njej zelo, zelo podobna? Čmrl. Ja, ena pa še bolj. Ker včasih ne vemo, ali je čebela, ali je osa, bravo. Veste vi, kakšne so razlike med oso in čebelo? Osa je taka čebela. Vidiš ti sličico tukaj? Jaz imam to zelo, zelo na malo sicer narisano, zato bomo kar povedali. Ja, dajmo najprej pogledati, kakšno je telo čebele. Čebelica je bolj... Ne, osa je bolj dolga in vitka, ima tako tanko telo. Kaj pa čebelica? Pa takega bolj krajše in bolj okroglo telo ima. Zdaj pa še nekaj poglejte. Ena ima dlako, druga je pa nima. Katera nima dlake? Čebelica. Čebelica ima dlakico, taka kosmata je čebelica. Katera ima pa bolj izrazite barve? Čebelica. Ne,
čebelica je bolj takih rjavkastih barv, medtem ko osa, ko jo vidimo črno črto pa rumeno črto, a ne? Taka bolj izrazita barva je. A se še v čem razlikuje? Ja. Kaj pa? Te ima prezorne kline, te pa malo rjavkaste. Malo rjavkaste, ja. Pa Mene malo bolj... rjavkaste. Usedi. Pa v zadnji Čakaj. malo tak je črna. Katera teta? Osa? Osa. Osa, ja. Zdaj mi pa nekaj povejte. Obe dve imata želo. Obe dve pičita, je tako? Ja. Ampak, kolikokrat... Krtak. Osa piči krtoka, ne, sploh, če ji nagajamo, oziroma ona pride, pa bi te kar pičila, ne, da, taka porednica je osa. Osi pa ne gre ven želo. Osa lahko piči velikokrat. Kaj pa čebelica? Čebela pa sem enkrat. Kaj se pa potem z njo zgodi? Umre. Ker želo... Ampak, ali naš čebela kar tako piči? Ne, samo če ji nagajamo. Ja, čebelice so zelo... Ne smemo nagajati, Ja. ker so ful pridne. Tako in pomembne, a ne? Mene je takle enkrat piknala tu noter. Ja, pa kaj, čebela ali osa? Čebela. Čebela je pa loma. Na moji žurki, A na tvoji žurki? da sem ne od Lovra, tukaj moj stric, Ja. na njegovi me je tu piknala, ko je pa Lovro rekel, ko sem jaz imel žurka, ker pri nas je bil takrat pri hiši plas, nismo mogli napihljivega igrati, pa Ja. smo tam pa je rekel Lovro, kdo se gre zadnjo rundo pelati, in jaz pa še sem imel take stolpe, ko jih boksaš, pa sem jaz boksnil, pa sem bil bos, pa še tu pa me je tule piknala, pa tule v pavč. To vse na eni žurki? Ja. O, ti šment, to pa je moglo boleti, pa srbeta, ne? Ker je bila noč, Ja. že takrat. No, pa še ena stvar. Hotla sem vprašati, če vi veste... Ja, Jošt, povej še ti nekaj si hotel povedati. Če tek mahaš z rokam, te pikne čebela, pa umre. Ja, če si pa pri miru, a ne? Če pa tek ramiro, Pa nič ne naredi, ker sicer se nas pa čebelice ustrašijo in mislimo, da jih napadamo, a ne? Zato nas one nazaj napadajo. Zdaj pa še eno vprašanje. Pa one Kaj pa ne jejo. jejo? Kaj jejo čebelice? tudi med, sam ne dajo vse nam, tudi malo za Bravo. sebe pustijo. Predvsem delajo zaradi sebe meta, ne? One jedo ta nektar in ta med, ki ga proizvajajo, ampak kar ga pa... Hvala. Prah. Ja, cvetni prah. Cvetni prah. In kar predelajo medu odveč, ga pa potem lahko mi dobimo, a ne? Pa Jošt bo še nekaj povedal. Tako pridno drži roko gor, a ne? Čebela, moj ati je čebelar drugače. Ja, tudi to sem vas hotela vprašati, če veste, kdo je gospod, ali lahko bi tudi bila čebelarka, a ne? Ja, ki pobira med. Tudi do tega še pridemo, Ula, dej še ti povej, potem pa moram še jaz nekaj povedati. Tako čebelice imajo tudi kdaj, pa kdaj, ko je zima, ko preden zima, Preden pride zima, ja. Ko preden zima pride, ne bira med. Tako. Zdaj pa povejte, s čim se pa osa prehranjuje? Moj ati Ne, počakaj, s čim se osa prehranjuje? Kaj je osa? Čebelice jejo torej cvetni prah, kaj pa osa? A ona tudi leta iz cveta na cvet? Ona je pa od rože liste. A veste, zakaj je tako neprijetna in tako jo nimamo predvsem radi? Ker vedno zleze na našo hrano. Ona pride in je naše koščke sadja. Potem, če imamo odprt kakšen sok, je zelo sladkosneda in gre noter v sok, zato moramo biti zelo previdni poleti, ko pijemo sokec, a ne, da ne popijemo zraven še ose. Pa kaj še je? Osa je tudi druge žuželke. Povej, Ula, še veš, kaj še je osa? Pa če kdo polije sok, Ja? bez go pol preleti in je pol to vse masno. Vse masno sladko, a ne? In tja gor se potem ose zbirajo in pol je zelo nevarno, ne? Mogoče, ko ne vidi, mravlje, ko ne vidi, se usede gor prestopi, pol pa. Pol pa je avč, a ne da? Ja. Dobro, dragi moji,
da ne bomo zopet preveč govorili in nič naredili, kajti v naši oddaji z Jako vedno tudi kaj ustvarimo, pa tudi zaplešemo, pa kakšno uganko rešimo, se bomo zdaj kar lotili dela. A ste za to? Ja. Jaz sem vam pripravila take lepe čebelice, ki jih bomo danes na koncu dali na glavo in bomo z njimi zaplesali. Ste za? Ja. Potem pa poglejmo, kaj potrebujemo. Da sem jaz izdelala tole naglavno čebelico, sem potrebovala kolaž papir, potem škarice, potem sem vzela bel navaden papir, pa flomaster, s katerim sem narisala usta in oči. Vse skupaj sem prilepila z lepilom in z lepilnim trakom. Zdaj pa, da se bomo mi kar lotili na delo. Ja, lotili dela in da bo res gotovo, s flomastri bomo risali, in da bo res gotovo, sem vam pripravila nekaj šablon. To pomeni, da sem že veliko stvari za vas jaz pripravila, vi pa boste lepili pa nekaj malega odrezali in narisali. A prav? Povej, Jošte. A bomo teta domov našli ali jih tu poštimo? Seveda boste lahko domov nesli. Poglej, izvoli. Tu je naša osnova. Vidite glavo? Ja? Zdaj pa, kaj bomo najprej naredili? Vsakemu sem pripravila tudi rjav šeleshamer, iz katerega boste izrezali dva trakova. A vidite, tukaj imam jaz 3 trakove, vi boste pa imeli 2. Torej, po sredini imate narisano črto, jo vidite? Poglejte, če je na sredini črta narisana. Je. Potem pa lahko vzamete škarice, izvoli, in se lotite najprej rezanja. In lepo ravno po črti poskusite odrezati, da boste dobili takale 2 trakova. Prav? Vmes, ko boste vi delali, bom vas pa jaz še kaj vprašala. A ne? A smo sposobni govoriti in delati hkrati? A smo? Smo, a ne, da, zakaj pa ne? Aša, ko je rjava. Ne, to je čebelica. Zato, ker osa je še bolj živo rumena, pa ima črne črte. Jaz sem vam pa dala rjave, zato, ker je naša čebelica bolj rjavkaste kosmate barve. Ja? Tako. Vmes vam bom seveda pripravila tudi 2 bela listka za vaše oči. Takole, vsakemu po 2 krogca. Ja, doma boste pa poprosili starše, da vam malo pomagajo. Ja, tako boste postavili. Odlično. Ko ste to izrezali, vam bom dala zdaj še vsakemu 2 tipalki, izvoli. Ja, 2 kratki tipalki, takole. Pa še tebi 2. In še tebi 2. No, a bo. Takole, glej. Skupaj se držita. Evo ga. Tako. Zdaj vam bom pa dala oči. Najprej boste nalepili par oči. Vsak dobi torej 2 krogca. Izvoli. Pa ti. In še ti. Tako. Odložite škarice. Torej, za oči sem vzela bel papir. Lahko si doma postavite kovanček, evra, 2 evra, je približno tako velik, mogoče malo manjši, in ga lepo obkrožite in dobite pravi lep krog. A velja? Tako, vi boste pa zdaj najprej nalepili oči na vašo glavo. Tukaj le si boste vidva sposodila eno lepilo, pa vidva drugo. Ja? Mojo čebelico lahko pogledate, kar odprite. Mojo čebelico lahko pogledate, pa si počasi nastavite, kam boš dal oči. Kar najprej nastavi očke, da vidiš, kam jih boš zalepil. Tako malo enega na stran, pa drugega na drugo stran. Tukaj le imate rahlo polovičko zapognjeno in točno veste. Ja? Kar malo više, a ne, tako, da boste potem imeli prostor nalepiti oziroma narisati še usnice. Zdaj pa kar namažite lepilo, tako, in zalepite oči, da bo naša čebelica videla, kam leti, a ne? Ne bi se skozi zabila. Ja, bi se zaletavala. Tako, obrneš in nalepiš. Lahko še s tem poskusiš. Ja, tako.
Ula, ni treba veliko lepila, čisto malo pa bo se prijelo, velja? Da ne bo steklo preveč Jaz sem lepila. vse na sredini. Ja, super. Si? Še drugo? lepo. V redu. A ti boš pa že naprej? Ja. Trake gor dal, odlično, kar nadaljuj. Zakaj pa ne? Če imaš pri roki že trakova izrezana, potem še telo, trup naš dokončaš, a ne? Odlično. Kako gre? Gre? Fajn. Super. Med tem časom vam bom razdelila še krila in naj povem, da sem vam na tale 2 krilca, mala krilca. Lepila še nič na prima. A fejst potegni, vse prime, veš, ampak moraš mečkem bolj močno potegniti. Tako, da ga vidiš, ko potegneš, moraš videti sled od lepila. Takole, še en za tebe in še en za tebe. Tako. A si gotova? Zdaj pa ti, ko čakaš na lepilo, boš potem to zalepila. Ti jaz dam črn flomaster. S črnim flomastrom boš pa ti narisala najprej oči, se pravi naše notranje oči. Vidiš? Lahko samo sredino črno pobarvaš, pa usnice ji boš naredila, da bo naša čebelica lahko tudi jedla in pila. Čebela pije vodo drugače. Tudi? A gre? Bo šlo ven, ne? Ja, se je čisto dovolj, ja, tako. Meni ne gre natančno tukaj. Ne gre natančno, malo si škarice umakni. Prej smo otroci govorili, da poznate čebelarja. Čebelar je tisti gospod, ki v bistvu pripravi med do končne faze. To pomeni do takelega lončka, kot ga imam jaz tukaj. Brez čebelarja mi ne bi imeli medu v takih lončkih, ampak bi morali kaj? Sami topan, pa se ubadati s čebelicami, kar pa ni tako lahko, a ne? Vso opremo moraš imeti in pazi, da te čebele ne pičijo, a ne? Če hočeš dobiti med. Meni ne gre takle. Ne gre, bom ti pomagala. A veš, v redu. Bomo pa tukaj naredile, lej. Tule imaš lepilo, pa ravno črto potegneš, da dobiš sled, pa še pol eno in zdaj boš ti samo gor dala. Jaz sem tu na vrhu. Evo ga, tako. Da sem bolj potočno tu gor. Da si tam gor. Veš kaj, ko si že začel s tipalkami, poglej, jaz sem jih zadaj prilepila. Ja, obrni tvojo čebelico. Obrni jo. Tako jo obrni, da bo imela oči spodaj. Ja, in zdaj tukaj nalepiš tipalke, zato da se spredaj ne vidijo cele. A ne? Lej, tako je lepše, vidiš? Tako da si obrnil, zdaj pa namažeš in zadaj nalepiš tipalke. Tako. Ula, ti boš tudi zdaj telo naredila, a ne? Tvoja 2 trakova boš prilepila, krasno. Vse vam pa kar gre, a ne? Ja, no, ostali smo pri čebelarjih. Čebelari nam pomagajo, da pridemo do medu. Na kakšen način pa? Z opremo. Z opremo, ja, ampak... Lahko pokažeš, Matevž. Ja, izvoli, tako. A oči? Evo ga, oči. Tako. A bo šlo? Ja, meni Ja? je šlo. Si bom še naredil. Bomo pa takole naredili. Preden pridemo do čebelarja, me zanima, na kakšen način prinesejo oziroma naredijo čebelice med. Kaj se mora najprej zgoditi? Jošt, ti imaš doma očeta, ki je čebelar. Kaj more? Na kapljice veš čebelice, v čebelice, v tak meden trebušček in ko pride do zadnje čebelice, da to nekaj, za ne vem že kam. Neki pa špriča noter, neki uno. A to ja ti? Ja. Pošprica? To pa jaz ne vem, veš, kaj bi on pošprical noter. Torej, čebelice najprej nabirajo medičino oziroma nektar. Kje pa? V mesnici? Kje nabirajo čebele nektar? Nektar, ne pa nektar. Nektar? Imaš prav? Nektar. Kje ga nabirajo? Na rožah. Na rožicah? Pa kje še? A samo na cvetlicah, rožicah, a samo na travnikih? Vrtnica. A lahko narišem? Lahko? Kje še?
A ste slišali za gozdni med? Ja. Torej, kje še nabirajo? Mi imamo Gozdu. Jaz sem slišala za gozdne jagode. A ti si pa slišala za gozdne jagode? Ja, izvoli. Jaz sem pa že videl gozdne borovnice. Ja. Torej, ne samo na cvetlicah, ampak čebelice iščejo svoj nektar tudi recimo V vrtnicah. v gozdu. Ste slišali že za kostanjev med, Ja. akacijev med? Mi Ja, različne vrste medu poznamo, odvisno, kje čebelice nabirajo nektar. Naša učiteljica nam kaže vedno poleti med. Ma v lončkah ga prinese, pa ga pol mi pogledamo. Pa ga tudi poskusite. Ja. Kaka fajna učiteljica, vzgojiteljica, ha? Pa Povej, Jula. ko je poletje, imamo mi za jesti med, jabolke, pa med, pa kruh, pa potem. Pa še imamo take lesene hiške majhne, pa zraven so še neke začimbe. Lepi. No, lepo, da skrbite, da del narave prinesete tudi v vrtec, a ne? Imamo pa na mizi, da to zgleda lepše. Za lepše zgleda miza, ja, to je tudi zelo pomembno, da je bogata to ima miza pa tako sadja in začimbnic. Mati ima pa tako. Ti pa delaj, ker ne boš gotov, če boš samo govoril. Torej, Jošt, Drugač tudi moj ati neki pašpriča, namžano tako kanglico, ko stisneš pa pašpriča. no jaz sem hotela povedati, da v svojem želučku med prenesejo čebelam, ki so v panju. In te čebelice v panju potem predelajo ta nektar in kaj se potem zgodi? Nastane med. In taka tekočina nastane, a ne, ki so jo obdelale in se mora najprej posušiti in dajo jo v satje. Satje se reče tistim takim velikim ploščam, a ne, v katerega čebelice nosijo svojo tekočino, a ne? In potem pride šele čebelar. In tele naše čebelice so tako pridne, da to satje same pokrijejo z voščenimi pokrovčki. In te voščene pokrovčke mora potem čebelar odstraniti, tako da ima kar veliko dela, preden pride do medu, a ne? Ja. A narobe obrnem pa. Ja, zdaj pa na robe obrnete, točno tako, Ula, daš takole na mizico in zadaj prilepiš tipalke. Zdaj pa še ti prilepi tipalke zadaj. Kar pripravi si najprej. Ustnice še lahko narišeš, glej, usta. Njama. A sta vidva gotova, lahko lepilo posodiva? Ja. No, daj mi ga. Ti tudi, a ne, taj tudi prost, izvoli, da boš ti hitreje. Tako. Kaj sem pa že hotela zdaj povedati? Ati je kupil eno šatje. Poglej, kakve usta imam. Eno sadje je kupil, ja. No, in potem iz tega sadja lepo pretoči med v kozarce, a ne? In šele potem mi pridemo do tega medu. A ti si pa jezička narisala, tako da je vesela, ko nabira, a ne? Tekočino in je sladka. Usta še, evo. Zdaj pa moramo še krila nalepiti, da bo naša čebelica lahko letela. Če pogledate krilo, ki sem vam ga jaz pripravila, boste videli, da je na enem delu črtkano. Vidite, ko sem črte narisala gor? To pomeni, da tja daste lepilo in tisti delček potem prilepite na čebelico. Ja? Super. Bravo, lepo. Torej, tukaj le boste namazali lepilo na tale prepognjen delček. Najprej pa še pobarvala. Kaj boš pobarvala? Ni potrebno, to sem jaz pobarvala, vi pa ne rabite pobarvati. Ja, tako. Na ta črtkan delček boste vi zdaj lepo nanesli lepilo in potem prilepili takole na konec njene glave. Velja? Približno na konec. Poglej, lahko si pomagaš. Tako, bravo. Ta veliko krilo. Tukaj le nižje dol. Tako. Jaz rabim lepilo. Izvoli. Hvala. Bravo, Jož, tebi tako super gre tudi. Krasno. Lepe čebelice bomo mi ustvarili, da bomo danes lahko zaplesali z njimi. Ko smo še pri čebelicah, danes so čebelice glavne
In sicer me zanima, Lepilo. kdo vse živi v čebeli družini? Tudi glavna Jaz sem enkrat čebela. videla, ko smo A tudi fantič čebela. Jaz sem Ja, enkrat bomo kar videla, poimenovali, kako se reče. ko smo od zunaj jedli kosilo, Ja? sem enkrat videla celo gručo Čebelic. ja, čebel, zato ker je za oso, mislim ne za oso, za čebelico, ko je bila kraljica, čebelica Okej. je pobegala iz pana in pol so A res? vse druge čebelice Za njo letele? šle za njo in pol so šle proti vrtcu. Torej, kako rečemo? Proti vrtcu, ojej, kaj ste pa pol naredili? Ona čist blizu vrtca. Doma, a ne? In je to spremljala, to dogajanje. Povejte vi meni, kako pa rečemo tisti kraljici čebelici, ki je... No, mi vidimo. Kako ji rečemo? Katera je glavna čebelica v panju? Jaz Kako ji rečemo? se spomnim, Ja, največja je in to 2-krat, 3-krat večja kot navadna čebelica. Jaz Kako? Matica, jaz sem bravo. se spomnila. Ena sama matica pa zdaj naredim. ima družino, počakaj, in v družini je koliko čebelic? 3, 5, koliko je vas v družini? veliko. Koliko je vas v družini? Nas je 5. Koliko pa vas? Nas je pa, a se ravno šteje tudi kuža, Ja, rečemo še kuža zraven. pa nas je 4. No, mi smo tudi 4. Kaj pa vi? Ne, mi smo 3. 3? Nas je 5. Nas je pa 8. A si preštel vse kuške pa mačke? Ne, mi imamo ful veliko mačko kuško, ampak se mi zdi sam kuška zdrav. Ja. Ampak če pa pogledamo samo družinske člane, ste vi 4, 5? Nas je Pet? 7. Ne, mami, ati pa otroci. Ja, Koliko vas je? Pa babica. Kuža. Ja, to je pa že razširjena družina. Da, sam mami, adi pa jaz. No, vidiš, mi smo tu 3, vi ste 4. Kaj pa pri vas, Jošt? Drugač, nas je 5. 6. 6. No, Nas je- koliko jih je pa pri čebelah? 20, 30, 40. 50. 50, 50. 1000? 500. Ne, ni 500. 500. A jih je 1000? Ha? A jih je 1000? A vam jaz povem, da se ne bom zmotila, slučajno sem si jaz napisala, ampak vem, da je to več tisoč in sicer več kot 50 tisoč čebel. Nešteta. O, pa to so vse deklice, veste? Potem je pa še nekaj fantov, teh je pa tam 1000, 2000, torej veliko manj. Rečemo jim pa, kako? No, kaj, čebelica Maja ima prijatelja, kako je njemu? Vili, ampak, ja, kaj je on? Ni fantek, kako rečemo fantkom, niso čebelki, kako bi rekli? Čebelki. A je trot? A je trot? Ja. Ja. No, kaj zdaj naredimo? S tem vam bom pa jaz dala še zadnje dele. Kje so pa ostali? Lejo, jaz sem pa mislila, zgubilo sem jih. A imaš ti palke? Imaš ti palke, ti še moraš nalepiti palke, ki 2 imate. Zdaj pa dobi vsak 2 dela. Tudi lahko. 2 tale dela. In bom jaz videla, če ste vi kaj vešči v uporabi. Malo tu malo strga. Ni strgano, zrezano je. Jaz vedno uporabim ostanke, ne? Vse, kar mi ostane, pardon, tebi bom dala to barvo, ker imaš to barvo, od doma, a ne, prinesem. Tudi tisto, kar bi že nekateri vrgli v koš, je treba porabiti, a ne? Tudi, če nekaj je ravno zrezano, vse se da porabiti. Čim več je treba reciklirati. Tako, zdaj bom pa jaz dala vsakemu košček lepilnega traka. In bo najprej naredil takole. Obrnil čebelico. Zdaj pa vidite, tudi delajte tako, kot bom jaz Uli pokazala. Ste pripravljena? Obrnemo čebelico. Jož, obrni čebelico. Ti krdej. Obrni čebelico. Tako. In sedaj, rumeni trak položi tukaj zadaj, takole čez. Zato, da bomo podaljšali telo. Vzameš lepilni trak in prilepiš tale del.
ampak brez krilca, ne? Krila morate zapogniti. Tako, zdaj boš to isto Ula naredila sama na drugi strani, torej kam boš dala tale delček? A krila naredimo takle? Tako, malo reda si moramo narediti na mizici, torej, če več ne potrebuješ lepila, zapreš in ga pospraviš, a ne? Da imate vedno prazno mizico in dovolj površine za delati. Tako, Kaj pa naredimo? krasno, lej, takole, lej, čisto malo, 1 centimeter stran, a vidiš tukaj 1 centimetrček. Zdaj ti pa dam jaz lepilni trak, ti bom enega pokazala, opala, Jaz znam. ti že imaš, takole, Še znam drugače. in potem eno na eni strani zapogneš, pa drugo na drugi. Jaz še Zdaj, znam. v redu, ti dovolim, da kar sam narediš. Tako, prosim, izvoli, oj. Centimeter. Tebi, tako, a gre Ula? A to je centimeter? Ja, malo še lahko čez daš. Takle? O, čakaj, nisi zalepila tu. Čakaj. Krilce, da ga ne boš zraven prilepila. Meni tukaj. Malo pomagala. A to Tole. centimeter? Evo, zdaj še pa ti čez A celo. to je daj. centimeter? Ja, tako bo pa boljše, evo, zdaj pa kar daj. Morate prilepiti levi in desni del papirčka, ne, da bo skupaj držalo. Je Krasno. to dovolj? Si? No, zdaj še pa ti. Ja, v redu je, v redu. sem že. To je to moje. Tisti dve sta tvoji. Jaz sem pa že. Tako, ti si pa že, Ula, krasno. Zdaj bomo pa tebi lahko pomerile in dale na glavo, ne? Zdaj bova midva najprej obrnila čebelico. Obrnijo. Da bo gledala navzdol. Še en del, pridi si ga kar utrgati, če želiš. Takole, lepilo morava zapreti. Ne? No, jaz sem že. Zdaj pa na tej strani ti bom jaz pomagala. Vidiš, koliko sem dala čez? 1 centimetrček. Tukaj. Bravo. Na tej strani boš pa ti zalepil. Kar dej sam. Tukaj le ti dam lepilni trak. Bravo. Poglej, malo čebelica. Zvoli in Glej, ima prilepi. V redu bo, vse se bo prijelo. Lej. Poglej, malo čebelica. Super, boma še malo dala, veš? Takole, izvoli. Zdaj pa najprej Uli pomerimo na glavi. Takole, približno. Pa, čakaj še enkrat. Da bo čebelica stala. Takle bo v redu. In zdaj tole prilepimo. In potem naslednja kronica čebelice. Naša, kako si že rekla, da ti je ime? Pika. Tako, pridi Pika. Pomeriva še tvojo bučko. Obrni se. Obrni se. Nič hudega. Tako. Ti imaš pa kitko danes, boš mogla imeti pa zaradi tega malo večjo. Jaz Veš? imam tudi danes dve kiti. Tole koronico. Jaz imam tudi danes dve kiti. Ja, ampak jih imaš nižje. Ja. Tako, dajva zdaj še enkrat pomeriti, pa še obroček imaš. Zaleplo nazaj. Pa še mi je. A bo? Ja. Bravo. Še smo na vrsti, kdo još? Če bom malo pospravila. Pridi još. Da, Ula, boš se spravila, kako si prijazna. A gre? A lahko mi dva tudi pomeriva? Očala že imam prav. Ja, pa še očala, vse imaš Jaz na bi si glavi dala zdaj. obroček. 3 stvari imaš zdaj na glavi. Takole. Ker že čebelica zraven. Takole. Evo, še tvoja kronica. Wow, bravo. Mi daš vneskanje? Lapilo malo kratko. Nekaj pa tebi manjka. Kaj je pozabil? Krila. Krila je pozabil, zdaj pa ne more leteti. Kaj pa zdaj? A? A ti jaz pomagam? Ej, ha? greva znam Dajva zaleteti. hitro, midva še tale krila gor. Ula, greva leteti. Ja, sem malo. No, vidve mal poletita, sam pol pa hitro nazaj pridita, prav? No, kam dam zdaj, to je premalo. pa še jaz bom lahko letela. A ti je ostalo? Ja, premalo še. Lepilo mi ne drži. Nič hudega, si vzel novega? Bom ti pomagala. A se je odleplo? Ja. Dajmo, zdaj nas bo pa čas pregnal. Pa še v a banki nismo napišem Pika? povedali. Meni nisi. Takoj bom, takoj. Fiu. Tamle pomagajte Joštu zalepiti. Joštu pomagajte zalepiti. Ka? Ja, trake gor.
Izvoli. Anaka, odlepim novo lepilo. Zdaj sem pa že, jaz bom pohitela, ker nas čaka pesmica, pa ura tika taka spet, ura tika taka, nič ne čaka. Takole, evo, greva, pomerimo. Zdaj se pa postavite tukaj le zadaj, Ula. Pridi. Tam le zadaj se postavi. Še malo prenisko dal. Takole. Opa, pazi. Kaj smo rekli? Hitro se tja postavite. Tukaj zadaj se postavite, ker bomo zdaj le plesali. Zdaj bomo šli beži jaka. Stena je zadaj, stena. Ula, sem pridi. Zdaj pa jezičke pospravimo. Kje je jezička? Jezička ga imamo v ustih. Jezičke pospravimo. Namreč na vrsti je plesna točka in sicer beži jaka. Zapri oči, štej do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zdaj poglej in povej, kje medvedek jaka skrit je spet. Zdaj poglej in povej, kje medvedek jaka skrit je spet. Brž poglejmo za drevo, tu ga ni, za grmov je za vodo, tam ga ni, meni pa se vse bolj zdi, se ti zdi, kje medvedek jaka zdaj tiči. Kje medvedek jaka zdaj tiči. Moj medvedek jaka se za banje skril, da bi pri čebelah meda se napil. Pa so razjezile se, smrček mu popikale, beži jaka, kot se nesejo nogi. Moj medvedek jaka se za banje skril, da bi pri čebelah meda se napil. Pa so razjezile se, smrček mu popikale, beži jaka, kot te nesejo nogi. Zapri oči, štej do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zdaj poglej in povej, kje medvedek jaka skrit je spet. Zdaj poglej in povej, kje medvedek jaka skrit je spet. Brž poglejmo za drevo, tu ga ni, za grmov je za vodo, tam ga ni, meni pa se vse bolj zdi, se ti zdi, kje medvedek jaka zdaj tiči. Kje medvedek jaka zdaj tiči. Moj medvedek jaka se za banje skril, da bi pri čebelah meda se napil. Pa so razjezile se, smrček mu popikale, beži jakec, kot te nesejo nogi. Moj medvedek jaka se za banje skril, da bi pri čebelah meda se napil. Pa so razjezile se, smrček mu popikale, beži jakec, kot te nesejo nogi. Beži jakec, beži, da te ne bo čbelica pičila v ritko. Super, dragi moji otroci. Jaz verjamem, da ste tudi vi uživali tako kot jaz in Jaka. V današnji oddaji smo spoznavali čebelice, drug mesec pa spet kaj novega. Čas je, da odhitiš v posteljo, pa ne pozabi si prej umiti zobkov, sploh če si pojedel kaj medu. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš. Pomahamo.